Hej, moje ime je Jan. A tudi vi kdaj želite Excelu preprosto pokazati, kaj naj naredi in da naj to potem naredi? Z bliskovito zapolnitvijo je to dejansko mogoče. V prejšnjih dveh videih smo z uporabo besedilnih funkcij left, right in pa med ter z uporabo lena razčlenjevali kompleksne besedilne nize na več različnih delov. Z bliskovito zapolnitvijo pa lahko to malo poenostavimo. Odprimo si to našo datoteko na delovnem listu bliskovita zapolnitev, kjer imamo spet neka združena imena, ki jih želimo ločiti na ime in priimek ter karkoli drugega, prva in zadnja začetnica, vseeno. Kako bliskovita zapolnitev deluje? Zelo preprosto. Excelu bomo preprosto povedali, kaj želimo narediti. In kaj želimo? V celici B4 želimo, da je samo Jožef. Potrdimo z Enter. Kaj pa naj bo v drugi celici? Aleksandra. Že ko samo napišem črko A, vseeno ali z veliko ali malo začetnico, bi Excel v novejših verzijah moral pokazati takšenle seznam, ki prikazuje predogled, kaj se bo zgodilo, če potrdimo s tipko Enter. Vidimo, da je analiziral vrednosti na levi, ugotovil je, da želimo ta prvi del našega niza do presledka, in ko smo v drugo vrstico zapisali začetek drugega imena, je Excel sklepal, da želimo ločiti ta niz. Preprosto potrdimo z Enter in se postavimo v celico C4. Spet zapišimo priimek, Bezjak, pa si ogremo še malo drugačen način sprožanja bliskovite zapolnitve. Zdaj, če se vam ta seznam prej mogoče ni prikazal, pa imate dovolj novi Excel, da bi to funkcionalnost moral imeti, lahko gremo pod zavihek Podatki in v skupini Podatkovna orodja kliknemo na gumb Bliskovita zapolnitev, tale z strelo. Avtomatsko se sproži enako kot prej, le da nam Excel ni ponudil predogleda. S to bliskovito zapolnitvijo pa lahko delamo tudi precej kreativne reči. Recimo, da želimo imeti prvo začetnico imena in pa priimka, vmes pa naj bo pika. Torej, pokažemo Excelu j, pika, b, pika. Potrdimo z Enter in kliknemo na bliskovito zapolnitev. Zdaj, da bliskovito zapolnitev sprožimo, ne rabimo biti postavljeni izključno v eni celici pod našim vzorcem, lahko smo postavljeni tudi na samo celico. Je čisto enako. Kaj kreativnega še lahko naredimo s to bliskovito zapolnitvijo? Lahko recimo naredimo najprej priimek, vejica in pa na to ime. Bezjak, vejica, Jožef. Bliskovita zapolnitev in pa dobimo seznam po temle našem vzorcu. Mimogrede, tukaj spodaj v statusni vrstici nam piše, koliko celic je bilo spremenjenih. Ta bliskovita zapolnitev pa na žalost ni popolna, ima nekatere omejitve. Zato se postavimo na delovni list omejitve. Tukaj imamo podobno nalogo, kot smo jo imeli v prejšnjem videu, kjer smo ločevali pošto in pa kraj. Postavimo se v celico B5 in pa kliknimo na bliskovito zapolnitev. Vidimo, da smo dobili nekaj, kar v prejšnjih videih nismo mogli. Iz leve je torej bliskovita zapolnitev vzela toliko znakov, dokler ni prišla do presledka, prvega presledka. To bi s funkcijo left zelo težko rešili. Namreč vsi razen tega zadnjega imajo 4 mesta. Kje se pa pojavi omejitev pri uporabi? Če vpišemo Maribor in pa uporabimo bliskovito zapolnitev, vidimo, da bo Excel malo zmeden. Namreč povedali smo mu, da želimo imeti samo zadnjo besedo, kar Excel sicer tudi fantastično izpeljal, vendar mi ne želimo samo Mariboru, mi želimo slivnica pri Mariboru in ne želimo kraj, želimo nov kraj. Kako se tega izognemo? Je tako, da preprosto Excelu damo več vzorcev za predelavo. Dajmo zbrisati vse od C5 do C7, dajmo prepisati celoten kraj. Slivnica pri Mariboru. In če zdaj damo bliskovito zapolnitev, da tako, kot smo želeli. Še ena omejitev uporabe bliskovite zapolnitve je v tem, da če smo postavljeni v celici, torej da utripa ta naša utripalka, bliskovite zapolnitve ne moremo uporabiti. Moramo torej ta naš zapis potrditi z Enterom. Prav tako z bliskovito zapolnitvijo ne moremo zapolnjevati več kot ene celice hkrati. Ne morem torej zapisati 2 vzorcev v stolpcih, označiti obe vrstici in uporabiti bliskovite zapolnitve. Vse je treba delati eno celico po vrsti. Excelu je prav tako všeč, če se ti originalni podatki nahajajo direktno zraven tam, kjer naj ta bliskovita zapolnitev
bo. Vmes naj torej ne bo nekih praznih vrstic in stolpcev, kajti če se zdaj postavimo v celico C2 in pa izvedemo bliskovito zapolnitev, dobimo neko opozorilno sporočilo. Še večja omejitev za bliskovito zapolnitev pa je pri dodajanju podatkov, torej recimo, če napišemo zdaj Janez Novak, vidimo, da nam bliskovita zapolnitev ne bo sama razčlenila te naše vrednosti na več različnih stolpcev. Še večja in potencialno katastrofalna stvar pa je to, da če mi nek zapis v obstoječem seznamu spremenimo, recimo Marko Fras v Marko Novak, se te vrednosti ne bodo posodobile. Zdaj lahko sicer vse te spodnje vrednosti zbrišemo in spet izvedemo bliskovito zapolnitev, vendar včasih lahko to Excel dokaj zmede in nam vrže kakšen napačen rezultat. Zato bliskovito zapolnitev načeloma delamo na stabilnih seznamih, ki se ne spreminjajo, nekih končnih seznamih. Za vse drugo je uporabna funkcija left, mid, right in pa seveda len. Bližnjica za bliskovito zapolnitev pa je Ctrl in pa E. Vendar meni iz nekega razloga ne deluje. Zdaj, če se postavimo na zavihek podatki in pa se z miško dlje časa zadržujemo na samem gumbu, vidimo tukaj namig za bližnjico za ta gumb in seveda piše Ctrl plus E. Tako da, če vam deluje, mi prosim sporočite, meni ne. Hvala, da ste si vzeli čas in si ogledali moj video. Če vam je bil video všeč, me lahko podpirate tako, da se naročite na kanal, date video thumbs up, lahko pa spremljate tudi mojo Facebook stran Office tečaji.